Dobrodošli, lepo pozdravljeni, naš petkov večer, dobrodošli. Upam, da ste z mano, lahko se malo javite, upam, da ste z mano, lep večer, danes imamo fino temo, tema je, kako umirimo svoj zato da lahko spokojno spimo celo noč. In če kdaj, potem je v teh časih tako zelo pomembno, da resnično spimo celo noč, da se spočijemo, da si naše telo nabere svojih moči, ker potem zmoremo čez dan tudi vse, karkoli nam pride naproti. In zato lepo dobrodošli, lepo pozdravljeni, torej današnja tema, kako poskrbeti, da umirimo svoj da resnično lahko prespimo celo noč. In kako bi se v bistvu zdaj tega lotili? Preden zaspimo, je tako zelo pomembno, da poskrbimo za vse ostale stvari. Zato je najbolje, da nimamo v sobi telefona, da ne polnimo telefona v tistem prostoru, v katerem spimo. Zelo pomembno, da damo vse elektronske naprave ven iz sobe. Vem, da je včasih težko, tudi jaz se včasih bi je lažje pustiti telefon v sobi, ampak dajmo, to pomaga, da se resnično naše energijsko polje, da se čez celo noč, da se napolni, da se spet, da pridemo sami s sabo v stik, da se pomirimo. Tako da res priporočam, da elektronske naprave, računalnike, telefone, da niso v tistem prostoru, v katerem spimo. Pomembno je tudi, da močno prezračimo prostor, pomembno je, da ne jemo zvečer preveč, da bi nas trebuščko tiščalo, ampak verjetno vse to že veste. Tisto, kar bi danes z vami rada podelila, je pa to, kako se mi umirimo, zato da lažje spimo, kako umirimo, da nam dovoli spati. Ker velikokrat mi ljudje prečejo, zaspim, pa se čez nekaj časa spet zbudim, pa sem čisto budna, pa sploh ne vem zakaj, pa se mi kar nekaj dogaja v glavi, ali pa mi rečejo, spim nekaj ur, se zbudim prehitro, ob 3 zjutraj in več ne morem zaspati. In to je tisto, kar bi danes z vami rada malo da se pogovorimo in bi rada tudi, da tapkamo, da vključimo tudi to tehniko, ki jo mnogi od vas poznate, tehniko, s katero si pomagamo, da se lažje umirimo, da umirimo svoj Tako da, če imate kakšen komentar, dobrodošli, lahko napišete, bom zelo vesela, kako si vi pomagate, kadar ne morete spati, če imate še vi kakšen nasvet, da si malo podelimo, da drug drugemu pomagamo. Moja naloga pa je, da vam pokažem, kako si lahko s tapkanjem pomagate. Torej, seveda moramo pa poskrbeti za vse ostalo, kar sem govorila prej. Recimo, da zvečer ne morete zaspati in da ste nemirni, ali pa se sredi noči zbudite in kar ne morete spati in vam brnijo v glavi misli iz celega dne, kako si takrat pomagati. Čisto preprosto začnemo tapkati na karate točko in rečemo, kljub temu, da ne morem spati, se imam rada in se sprejemam. Naredili bomo en osnovni krog, potem bomo pa malo več razložila o tem. Kljub temu, da ne morem spati, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da ne morem spati, se imam rada in se sprejemam. In potem na vsaki točki rečemo, ne morem zaspati. Ne morem spati. 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 In na glavi ne morem spati. Pa naredimo vdih, izdih. In zakaj to naredimo? Zakaj tapkamo? Mnogi že poznate tapkanje. Tapkanje se je zelo razširilo. Znano je že več kot 20 let, po celem svetu razširjeno, na milijoni ljudi to uporabljajo. Veliko znanstvenih študij je bilo narejenih, predvsem v uporabo, kako tapkanje uporabimo, EFT tehniko, Emotional Freedom tehnik, kako to uporabljamo z namenom, da sprostimo anksioznost, nemir, tesnobo. Veliko raziskav je bilo na to temo, tudi depresije. Moje življenjsko poslanstvo je pa, da pomagam tistim najtežjim, ki imate panične napade, tesnobe, močne strahove, močno nespečnost, močna ljubosumja. Se pravi, močna negativna čustva, ki jim na noben drug način nekako ljudje ne morejo biti kos. Ampak zdaj se vrnimo k našemu temi, kako umirimo svoj kadar ne moramo spati.
Zakaj tapkamo? Zakaj ravno tapkanje? Zato, ker vse te misli jih imamo, jih čutimo, ampak nekako ne moramo reči, prosi zdravnika, gospod doktor, izrežite mi ta nemir iz nas, ali te misli, ali to tesnobo. Ne moremo, ker je to vseeno na neki energijski bazi. Mi pa preko teh akupunkturnih točk dostopamo do teh svojih občutkov, dostopamo do teh naših negativnih misli in na ta način zmanjšujemo jakost negativnih občutkov, zmanjšujemo jakost teh naših neprijetnih misli. In zaradi tega mi preprosto samo tapkamo, ker pomirjamo svoje telo. Pomirjamo, mu dajemo mir, mu odvzemamo neko tisto čustveno napetost, odvzemamo mu stres, ki se je tekom dneva nabral. In zdaj vas povabim, da preprosto samo zaprete oči, samo tapkajte z mano. Točke si lahko pogledate in potem, ko jih enkrat znate, je pomembno, da med tapkanjem samo slišite svoje telo. Pa vas povabim, da kar zaprete oči in tapkate sočasno. Lahko se celo uležete, samo tapkajte kontinuirno po vseh točkah, tako kot vam kažem, in samo čutite svoje telo. Pa bomo zdaj naredili praktični primer, kako umirimo svoje telo. Samo čutimo, kaj se v njem dogaja, čutimo to brnenje misli, čutimo mogoče še kakšne druge občutke v telesu, samo čutimo in tapkamo. In s tem, ko čutimo, se zavedamo svojega telesa. Pri tapkanju je način, kako še bolj pridemo v stik s svojim telesom. Kako se v bistvu pogovarjamo s svojim telesom, kako kot bi igrali na inštrument, tako igramo na svoje telo, ljubeče, nič agresivno. In če nas nekaj boli, prisluhnemo telesu. In če nas nekje nekaj tišči, prisluhnemo telesu. In če ne moramo spati, če smo nemirni, prisluhnemo, kaj je tisto v nas. Ne ignoriramo več, kaj se z nami dogaja. Prisluhnemo telesu, samo tapkamo, samo zavedamo se vseh občutkov, samo čutimo jih. Čutimo se vseh skrbi, vsega, kar nas obremenjuje. In samo tapkamo in spuščamo, tapkamo in sprostimo stvari. Ta način, kot vam ga zdaj kažem, lahko delate čisto preprosto, tudi kar ob glasbi. Dajte si neko nežno glasbo in samo tapkajte. Sproščajte telo, lahko to naredite zvečer pred spanjem. Samo tapkamo, sproščamo, pomirjamo, varen sem, varna sem, lahko zaspim. Sami sebe, svojo podzavest, ki je polna vsega mogočega šundra, bi grdo rekli, vsega mogočega nemira, to podzavest moramo pomiriti. V njej še vedno brni vse od današnjega dne, pa ne samo današnjega dne, brni lahko vse izpred 5 let, izpred 10, izpred otroštva. To si ljudje zelo težko predstavljamo, kako da je vse to skrito v nas. Ampak ko tapkamo, v bistvu pomirjamo. In si samo lahko rečemo, varen sem, varna sem. Tudi če zaspim, sem varen. Varen sem, varna sem. In se čisto preprosto pomirimo. Samo tapkajte, zaprite oči, še tapkajte. Čutite svoje telo. V prvem koraku sprejmite čisto vse, kar se z njim dogaja. Ne se kregati, zakaj ne morem spati. Ne se kregati, zakaj me tišči. Ne se kregati, zakaj imam v sebi ta nemir. Samo sprejmite vse, kar vam telo pripoveduje. Ker naše telo je pomembno. Z njim živimo tu na tem planetu, ne moremo brez njega. In zato se ga naučimo poslušati, naučimo se ga slišati. Samo tapkamo, pomirjamo. Ljubeče sprejmemo vsak nemir, vsako bolečino, tudi vsako travmo, ki se mogoče pojavi. Morda se moramo malo zjokati, ko tapkamo zvečer. Morda morajo kakšne solzice iti iz nas. Morda moramo kakšne mravljinčke začutiti. Naj gre ven napetost. Dovolimo si sprostiti tudi kako travmo. Dovolimo si zjokati, dovolimo si čutiti bolečino, samo bodimo v stiku sami sabo, pomirjamo, čutimo, sprejemamo in vse je dobro in vse je v redu. Varen sem, varna sem.
Varen sem, varna sem. Samo ljubeče objemamo svoje telo, tapkamo in ga pomirjamo. In to je najboljši način, da se lahko pomirite. Zdaj, kadar so malo težje, lahko spet odprete oči, lahko se spet vidimo, lahko mi napišete, kako vam je bilo zdaj to. Me zanima vaš komentar, tudi če gledate video kasneje, vse komentarje z veseljem preberem, na vse komentarje vam bomo tudi odgovorili, ali jaz, ali moja ekipa, ker resnično želimo, da v Slovenijo prinesemo malo več tega miru, malo več sproščenosti, ker želim pač vse to tudi znanje, ki sem ga nabrala v terapevtskem delu s pomočjo tapkanja, s pomočjo te tehnike, malo razširiti med ljudmi, ker mislim, da je to, kar danes čisto vsi potrebujemo. Torej, napišite mi, kako ste se počutili, ko smo zdaj tapkali, ko smo se poskušali sprostiti. Upam, da mi še niste zaspali. Zdaj, kako pa reagirati, kadar se vam sredi noči zgodi, da preprosto ste budni, kako takrat narediti? In po možnosti še zraven vas spi partner in mož ali žena in ga ne želite zbuditi, a vi ste budni in gledate v strop in se premetavate, kako si takrat pomagati? Zdaj, en način je, da tapkate, pa samo v mislih ponavljate, drug način je pa, da pač greste v kakšen drug prostor, da si tudi glasbo vklopite in da tapkate v glasbi in preprosto rečete, kljub temu, da ne morem spati. Vedno, ko tapkamo, uporabimo tiste besede, ki nas tisti trenutek ki so najbolj aktualne za nas. Ne? In zato lahko rečemo, kljub temu, da sem nemirna, če ste nemirni, lahko rečete to, pa naredimo en krog. Kljub temu, da sem nemirna, se imam rada in se sprejemam. In to naredimo 3-krat. Kljub temu, da sem nemirna, se imam rada in se sprejemam. Ali Gospodje, kljub temu, da sem nemiren, se imam rad in se sprejemam. Nemiren sem, 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 nemiren sem. In zdaj lahko rečemo tudi pozitivno, izberem, da se sprostim, s tem na nek način učimo svoje telo, kaj v bistvu želimo, dajemo namero, izberem, da se sprostim. Izberem, da se sprostim. Začutite moč teh besed. Izberem, da se sprostim. 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 S pomočjo tapkanja in s pomočjo svoje odločitve vzamemo kontrolo v svoje roke, vzamemo moč v svoje roke, da resnično povemo, kaj hočemo od tega telesa. Povemo in rečemo, hočem se sprostiti, drago moje telo, rada te imam, ampak daj no, sprostiva se. Približno tako. In ni dovolj, tapkanje ojača vse to. Vi lahko sicer brez tapkanja si isto rečete, ampak po mojih izkušnjah je mnogo lažje še zraven, če tapkamo, je dosti večji učinek. Če pa lahko brez tega, tudi prav. Ok, in kadar pa recimo, kaj bi še lahko bilo, zakaj ne bi mogli spati? Rekli smo nemirni, lahko ste pa tako utrujeni, lahko vas pa nekaj res skrbi, lahko ste neko res zelo naporno stvar ali pa imate res neko čustveno zelo intenzivno situacijo, ki se vam dogaja, ali pa se vam je kdaj v preteklosti dogajala in ne morete spati. Tudi takrat lahko uporabimo tapkanje. Danes sicer ne bomo šli te globje, naprednejše načine, ko razrešujemo travme, tudi to je zelo, zelo, zelo učinkovito, ampak danes se ne bi v to spuščala. Samo vedeti morate, da je, če ne morete spati in če ste nemirni, da je to velikokrat več kot samo to, kar se tisti dan dogaja. Naprimer, vam povem primer enega gospoda, ki ima res močno nespečnost. In zakaj? Ampak on reče, saj se mi nič posebnega ne dogaja, celo na bolniški je dalj časa, še vedno ne more spati, celo nobena zdravila mu prav ne pomagajo. In zakaj ne more spati? Ta njegova nespečnost danes je povezana, to je pač resnična zgodba, imen seveda ne govorimo, ampak je ta nespečnost danes pri njem je bila povezana z obdobjem, ko je on delal 2 službi. In je namenoma premalo spal, ker se je odločil takrat v tistem obdobju, da bo pač delal 2 službi, ker je imel neke druge vzgibe, neke druge želje, ampak takrat je on zanemaril svoje telo. Takrat je on svoje telo nekako prikrajšal
zato, da bi resnično spal. Takrat je on daljše obdobje delal preveč in premalo spal, premalo poskrbel čisto za osnovne potrebe. In kljub temu, da od tega zdaj so minila leta, ampak kot da si je telo to zapomnilo in da mu zdaj vrne to. Ne znam vam drugače povedati, ampak velikokrat podzavest se nam nekaj zgodi, zapiše se to v našo podzavest in to mi prinesemo v sedanjost. In sploh ni pomembno, ali od tega minilo 1 leto ali 10 ali 30 let, ali pa celo več, ali pa je bilo to v našem otroštvu. Tako da težave, ki jih imamo danes in so nekako psihičnega izvora in je nemir res močen, je velikokrat povezan lahko tudi z nekim preteklim obdobjem, ko smo izgorevali, ko nismo živeli v ravnovesju, tudi če smo danes čisto v redu. In še en primer, ki ga včasih povem in ljudje rečejo, pa zakaj, če pa danes sem čisto fajn, imam lepo družino, imam fajno službo, imam krasen dom, zakaj ne morem normalno živeti, zakaj sem ves čas prestrašena, zakaj sem ves čas nemirna, če pa danes je moje življenje vse v redu. Ja, potem pa, ko se s to osebo pogovarjamo, pa reče, otroštvo je bilo pa zelo težko otroštvo. Velikokrat smo doma čakali, kdaj se bo oče vrnil, pa nismo vedeli, v kakšnem stanju bo, nismo vedeli, ali bo prepir, ali bo normalno doma. Velikokrat sem kot otrok nisem spala, ker me je bilo strah, kaj se bo v družini dogajalo. In glejte, to se zapiše v našo podzavest, te izkušnje se vtisnejo v nas. In danes lahko mine, ni važno koliko časa, to je z naše podzavesti zapišeno še danes. In lahko se nam tudi te stvari odpirajo in lahko so te stvari razlog za to, da ne moremo spati. Tako da s tem osnovnim nivojem tapkanja, ki smo ga danes poskušali, absolutno poskusite se sprostiti, poskusite tudi s kako vročo bano ali vročim tušem, s tem dobesedno relaksirate mišice. To je isti učinek, kot če bi vzeli ta anksiolitike, zdravila, ki vas čisto sprostijo in postanete mehki. To je tudi en način. Ker če pa to ne deluje, poskusite to tapkanje, ki smo ga danes naredili, ali na osnovnem nivoju, da tapkate in da govorite zraven, ali da se preprosto uležete in tapkate v glasbi, ali pa, če pa še to ne gre, pa razmislite, kaj iz vašega življenja bi lahko bilo povezano s tem, da danes ne morete spati. Kaj ste kdaj doživeli, pa je bilo čustveno zelo močno, intenzivno, in se je toliko vtisnilo v vas, da danes vam čisto potiho notri podzavesti nagaja. Vse to je rešljivo, to je dobra novica, vendar vsega tega se danes ne bomo dotikali, to bo še veliko še vsega se lahko tukaj naučimo. Pomembno pa je zdaj danes samo to, da te preproste načine osvojimo, kako se umirimo, da resnično lahko prespimo celo noč. Seveda pa ne moramo spet preskočiti, tudi gibanje je potrebno, poskusite biti čim več na svežem zraku, poskusite se prepotiti nekajkrat na teden, se gibati, zdravo hrano moramo jesti, to so vse stvari, ki vplivajo na kvaliteten spanec, hkrati je pa seveda tudi treba poskrbeti za svojo psiho. In še ena stvar, ki bi vam jo rada povedala, to je pa dnevnik hvaležnosti. Lahko imate vi kakršenkoli drugo blokec, pač odprete blokec in pišete vsak dan, zakaj vse ste v tistem dnevu lahko hvaležni. Pa vas vabim, da zdaj to naredimo, napišemo 5 stavkov, ki jih vsak stavek začnete tako. Tako hvaležna sem in srečna, da. Ali tako hvaležen sem in srečen, da. Napišemo 5 stavkov zdaj, ki jih začnemo. In lahko so čisto preproste stvari, lahko je kavica na sončku, lahko je preprosto en sprehod v naravi, lahko je en klepet z družinskimi člani, lahko je nekaj fajnega, nekaj kvalitetnega, kar ste v službi naredili, lahko je, ne vem, vaš kuža, ki vas je razveselil, ali soseda, ali karkoli, vaš partner, karkoli je takega bilo, lahko ste preprosto hvaležni za to, ker ste si hišo pospravili, ali ker je stanovanje simpatično, preprosto zato, ker imate topel, lep dom. Dajmo 5 stvari napisati, ker začnimo. Tako hvaležna sem in srečna, da.
pa nadaljujete, pa napišete. Jaz tudi pišem. Pa vedno s polnim stavkom in vedno na roko pisati, ne na računalnik, nič krajšati, ker s tem, ko pišete, ko te besede izpisujete, vplivate nase, vplivate na to, da občutke hvaležnosti vgradite vase, da jih začutite. Tako hvaležna sem in srečna, da, pa pišemo. In še tako hvaležna sem in srečna, da, pa pišemo. Dajte napisati res 5 stvari, lahko so čisto drobne. Pomembno je, da v vas obudijo občutke hvaležnosti. Tudi če ste izgubili nekoga, ki ste ga imeli res radi, ne razmišljati, kako ste bogi, napišite, kako ste hvaležni za vsa leta zaljubljeno osebo, s katero ste imeli. Prav? Napišemo, tako hvaležna sem in srečna, da, in s tem se aktivira čisto drugi del možganov, kjer in se vklopijo tisti del možganov, zdaj anatomija, se ne bi spuščala z vami, ampak vklopi se tisti del možganov, da začutite, da vas preplavijo občutki hvaležnosti, preplavijo vas občutki sreče. In ko so ti občutki tako močni, preplavijo občutke strahu ali nemira, če bi bili. In to je tudi krasen način, da zvečer zaključimo dan na ta način, tudi jaz ga tako skoraj vedno zaključim. Včasih tudi jutro začnem s tem, da pišem, zakaj preprosto sem hvaležna v današnjem dnevu. Ok, upam, da ste napisali 5 stvari, za katere ste lahko hvaležni. Ko bomo končali, lahko napišete še več, lahko napišete jih 10, 20, 100. Pišemo toliko stvari, za katere smo hvaležni. In s tem, ko gojimo v sebi hvaležnost, ko gojimo občutek, ja, kako hvaležni smo lahko za vse, kar imamo, tudi s tem, ne samo, da umirjamo ampak ga naredimo veselega, radostnega. In s tem si tudi naredimo na tako lepo uspavanko, da se preprosto uležemo v posteljo, čutimo hvaležnost in v tem občutku zaspimo. In verjamem, da lahko tudi to doprinese k temu, da slajše spimo celo noč. Evo, tako, to nekako sem vam danes želela z vami podeliti, ideje kar nekaj, zanima me, kaj si vi mislite, kako vi to doživljate, kar sem vam razložila, kaj od tega se vam zdi koristno, kaj od tega ste že poizkusili, kaj od tega morda še boste, tako da prosim komentirajte, kaj od tega pa vi uporabljate, da bi sladko spali, da umirite svoj in da tudi na druge načine poskrbite, da sladko spite. Torej, zelo bom vesela vaših komentarjev, vesela sem tega našega druženja. In naslednji teden gremo pa za novo temo, ki bo nekako nadgradnja današnje, ki tema pa bo, kako preprečiti izgorelost in izčrpanost. Srečujem se s tem, da res toliko ljudi pade v izgorelost, pade v izčrpanost. To so pametni, pridni, sposobni, izobraženi, delavni ljudje, padejo pa čisto ven, tak cikl se zaciklajo in zato bi rada z vami podelila, kako preprečiti to izgorelost, kako preprečiti to izčrpanost in kako v bistvu doseči, da nekako živimo v ravnovesju, kljub temu, da so časi razburkani, da naša ladjica mirno pluje, če tako rečem, po tem našem razburkanem morju življenja in da ostanemo v ravnovesju, da ne potonemo, da nas ne preobrne, da nas ne vrže na skale, da nam ne raztrga čovna, da nam ne raztrga jader, kakorkoli. Torej, kako poskrbeti zase, da živimo da preprečimo izgorelost in izčrpanost. Evo, to bo pa naslednji teden tema, spet v sredo ob 18. se dobimo, tako da veselim se vašega druženja, lahko mi tudi še kako vprašanje postavite. Za danes pa se poslavljam, evo, ljubeznijo, vse dobro, lahko noč in smo povezani še naprej. Srečno!